Japonska je dežela, v kateri je treba upoštevati dolgo vrsto pravil, stopiti iz vrste pa je nezaslišano. Sploh ne, da Japonci ne bi znali sanjati, a res malo je primerov japonskih avtomobilov, ki bi bili tudi v serijski izvedbi tako revolucionarni, kot je bila študija. Vsa čast torej Akidu Toyodi, da si upa kljubovati tistemu, kar so si japonske starešine obetale, ko so mu zaupale vodenje konglomerata. Mladi očitno ve, da sodoben svet zapoveduje kreativo, nenehno iskanje novega. In kupé Highrider CHR je res revolucionaren. Tako drznih linij na Toyotah pač nismo vajeni. Nov je tudi v širšem avtomobilskem smislu. Kupejevsko oblikovane SUV-je smo doslej našli kvečemu pri bavarskih izdelkih za 3-krat višjo vsoto denarja. Pri tem je res pohvalno, kako ohranja racionalne prednosti. Čeprav skuša svojo oklepniško obliko to zatajiti, kabina CHR sploh ne ponuja tako malo prostora, ter prtljažnik sploh ni neuporabno majhen. Je že res, da ta Toyota za volan vabi predvsem mestne valentine, ki od avta zahtevajo zgolj usklajenost z lastnim stilom, a imeti prostora na razpolago je koristen bonus. Tudi terenskih lastnosti si od te Toyote nihče ne obeta, pa vendar CHR nekaj SUV-evskega duha ima. Recimo to, da moraš nogo bolj privzdigniti, ko vstopaš, sedi se torej terensko višje in med vožnjo po makadamu podvozje vzbuja zaupanje. A kam v resnici spada CHR, je jasno že s Toyotino odločitvijo, da pri tem modelu iz ponudbe izloči dizelske motorje. Toyote bodo seveda še kurile nafto, a ne več strogo mestni modeli, in CHR to je. Po Toyotino si namreč mesta zaslužijo hibride, saj ti na mestu ne kurijo ničesar, speljujejo z močjo elektrike in bencinski motor prižgejo šele, ko avto že vozi, zato da se nikoli ne napreza in tako mestni zrak maže v kar najnižji možni meri. Seveda se hibridni sklop najbolje razume z voznikom z okoljevarstvenim občutkom, a naj dodamo, da tudi kot hibrid CHR preseneti. Ko vključimo program Sport, ta terenski kupé postane prav pohvalno odziven.